Iva v času, ko je delala v našem muzeju, kot prva posavska muzealka, vozila v službo in domov. Potem kasneje je to kolo, ki je bila že v letih, podarila svoji takratni sodelavki, muzejski oskrbnici Jožici Strašek, in potem se še ona več let vozila z njim, vse dokler ni nekoč to kolo končalo v enem iz naših grajskih prostorov in so ga potem naši restauratorji restaurirali in tako je danes na ogled na tej razstavi. Potem, kot vsakem izmed teh treh prostorov, je pripravljen tudi otroški kotiček z risbicami, povezanimi z 4 elementi, tako lahko otroci ustvarjajo, barvajo, v vsakem prostoru si vzamejo posamezen list in na koncu to spnejo na tako obarvanko. Tako, pa lahko gremo zdaj kar naprej v naslednji prostor. So se že malo igrali, tako da moram nastaviti spet na začetek. Smo namreč v drugem delu razstave Harmonija 4 elementov, kjer imamo zastavljeno razstavo bolj interaktivno. Osrednji del tega prostora, ki je lepo poslikan, predstavlja tale maketa gradu v merilu 1:100, kjer se lahko tudi malce orientirate, poskušate ugotoviti, v katerem delu našega gradu se trenutno nahajamo. Potem okrog in okrog je pa na tej polkrožni mizi so predstavljene različne interaktivne vsebine, ki so povezane s 4 elementi, seveda tudi samim gradom. Recimo na začetku je prikazana aplikacija, kjer prikazujemo, kako so 4 elementi lahko tudi sooblikovalci posavskih priimkov in krajev. Samo s pritiskom na posamezen element lahko izbirate med njimi, tako recimo, če si izberete zemljo, pa potem lahko poiščete priimek in na tem seznamu, drsnem seznamu preverite, ali se pa morda vaš priimek nahaja na tem seznamu in preverite, ali je mogoče povezan s tem elementom, pa seveda potem malce drugam, pa se vrnete na kakšen drug element in tudi posamezne kraje v Posavju lahko vidite, ali so povezani s posameznim elementom ali ne. Potem imamo tudi en tak model gradu in mesta Brežice, namreč pred stoletji je bil naš grad, lahko vidite, precej dobro zavarovan, je bil na takšni skalni vzpetini, obdan z vodo okrog, dvižni most je bil tlele in je bil zelo dobro zaščiten, ne tako kot danes, ko vidite, da je grad nekje kar v sredi mesta, povsem nezavarovan. Potem imamo tlele še zemljevid, vmes prve omembe posavskih gradov in na tej stenski freski, ki jo najdemo tudi v našem muzeju, v razstavi, ki predstavlja 16. stoletje, ki je upodobil naš prvi ravnatelj in direktor Franjo Stiplošek leta 1959. Potem naprej lahko gremo skozi te pomembne prelomne točke oziroma letnice, ki so zaznamovale preteklost našega gradu, skozi obdobje kmečkih uporov, kjer lahko na teh tablicah predvajamo različne vsebine. Na tej prvi si lahko predvajamo pesem Levkup, Levkup, uboga Gmajna, potem na tele naslednji si ogledamo grb rodbine Gallenstein, ki je živela tukaj v 17. stoletju, potem še nekaj drugih grbov, recimo tole zopet grb družine Gallenstein, pa prikaz grba družine Atems, ki je pomembno zaznamovala čas v gradu nekje od konca 17. do sredine 19. stoletja. Pa seveda ne moremo brez avtoportreta slikarja Frančiška Karla Remba, avtoportreta slikarja, ki je poslikal Viteško dvorano v začetku 17. stoletja. Potem tlele lahko enostavno dvignete in si pogledate prizore, ki so upodobljeni v Viteški dvorani in so povezani s posameznim leta 1956 in za konec potem še prikaz kratkega izseka filma oziroma posnetka, ki je nastal v letih 2020 in 2021 ob zaključku razstavnega cikla.